Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 65. epizodo podcasta Goreči grm. Sanja Obaha Brodnjak je med drugim terapevtka in psihosocialna svetovalka s poudarkom na pomoči otrokom in mladim. Poznala sva se že več kot desetletje, a to zelo površno. Kot zaposleno na Salezijanskem mladinskem centru Maribor sem jo srečeval na raznih dogodkih, predvsem povezanih z delom z mladimi. Dokler se ni lani odločila, da službo na Salezijanskem mladinskem centru zaključi, ravno v tistem času pa smo bili v procesu prenove ekipe tudi na Socialni akademiji. Tako je zdaj Sanja med mnogimi drugimi funkcijami tudi sodelavka Socialne akademije. Ena najina pot z avtom na Madžarsko in nazaj v letošnjem januarju je bila dovolj, da sva se spoznala na popolnoma drugi, veliko globlji ravni. K temu je zagotovo pripomogla Sanjina odprtost, saj je sposobna globoko in spoštljivo deliti tudi največje preizkušnje svojega življenja in svoje ranljivosti. Dotaknila pa se me je še ena njena lastnost. Brez težav zna ubesediti svoje poslanstvo. Nekako takole pravi: mladim želim biti ob strani, ko nosijo svoje križe na poti proti vstajenju. Težko poslanstvo ni kaj, saj mladi danes živijo v kompleksnih okoliščinah in križev, ki jih nosijo, ni tako malo. V epizodi boste zato med drugim slišali tudi o tem, kako je Bog Sanjo postopoma usposabljal za najtežje naloge in morda vam bo to pomagalo tudi osmisliti težke izzive, s katerimi se soočate pravkar. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Sanja, dobrodošla v Gorečem grmu. Pozdravljen, Matej, hvala za vabilo. Ni veliko gostov, ki se iz daljne Štajerske pripeljejo v Ljubljano na snemanje tazga podcasta. Ampak se splača. Na tem mestu v bistvu bi se ti res iskreno rada zahvalila. S tem povabilom v bistvu si me spomnil na moje goreče grmene v življenju, na marsikajno. A si domačo nalogo naredila ali kaj? Pa v bistvu ne, moram priznati, da ne, ampak sem prebrala ta navodila, ki si mi jih poslal. In sem, in avtomatsko, ne veš, ob prebranem gre spomin nazaj. Pismo, jaz temu rečem, da ne boš navodila reči, temu pismo. No, to pismo, pismo povabilo, ne. Da se človek začne zavedati svojih gorečih grmov. A ni to lep občutek? Ja, res, hvala ti. Tak občutek od obdarjenosti. Ja, res je. Pa kako se ti je to dogajalo v malih možganih, med kuhanjem, med molitvijo ali kako, kdaj so najbolj prihajali? Moram reči, od trenutka, ko sem to prebrala, pa potem tak tekom dneva, ne. Aha. So prihajali takrat, ko sem imela proste trenutke, imela sem res včerajšnji dan dokaj fej zaseden, ampak sem si vzela nekaj trenutkov, pa tudi danes zjutraj ob kavinu, s pogledom na Pohorje. Velikokrat se goreči grmi skozi prelomnice življenjske kažejo in pri tebi je bila ravno zdaj ena taka prelomnica, sicer si že prej delala kot terapevtka pa psihosocialna svetovalka, tako malo bolj samostojno, ta ena na ena stvari, ampak pred tem je bilo kar več kot desetletje, če se prav spomnim, tvoja služba kot mladinske delavke v Salezijanskem mladinskem centru Maribor, ne? Ja, res je. Zdaj pa s tem letom si pa šla malo bolj na svoje in v malo drug kontekst in jaz bom tukaj poskusil interpretirati, ampak ti po svoje povej. Čutim te, kot da si nekako želela biti še bližje mladim, ne? Da si na nek način kot mladinska delavka že bila blizu mladim, s tem, ko pa greš malo bolj v te terapevtske pa svetovalne vode, pa mogoče še bližje. Ja, res je. Moram priznati, da so tukaj ravno mladi bili moj goreč grm za ta moj nov poklic, ne. Kaj to, želiš v bistvu terapije delati za mlade, a to se sploh dela pogosto ali ne? Ali, ponavadi jaz bolj slišim, da odrasli take storitve uporabljajo, ne? Ja, ampak jih tudi mladi, vedno več je potreb in pa otroci, ne. Moram reči, da nekako sem tukaj začutila poklicanost, pot je zelo zanimiva, ne. Ko me je Dom Bosko poklical
med sebe. To imamo skupno. Ja, med svoje delavce v svoj vinograd. Mi ni bilo najbolj jasno, kaj bom, se mislila bolj, da bom pisala razpise, nekaj pisarniškega, kakšno delavnico, kako mehko vsebino, pa je to, no. Zgodilo se je pa ravno nasprotno, ne, nekaj, kar v bistvu nismo pričakovali, da kakor hitro je bil nekdo tam na razpolago, ne, 8 ur na dan oziroma profesionalno, so mladi, ki so obiskovali naš center, pa predvsem mladi prostovoljci, animatorji, začeli prihajati v pisarno, se usedli na kavč in začeli z mano deliti stvari, ne. A ti si bila kar magnet sama po sebi? Ja, očitno. Sicer že od nekdaj. Tako si predstavljam, da na začetku, tega sploh nisem vedel o tebi, da si na začetku bila bolj za birokracijo, če te prav razumem, mišljeno. Tako je bilo mišljeno, ja, da bova z Rafotom pisala razpise, postavljala mladinski center, pa da še mogoče kako malenkost, kakšno delavnico, kaj takega naredim, ampak bolj to, ja, da postavim nekako stvari, zato da bojo mladi in salezijanci lahko delali, ne. Zdaj, ko rečeš Rafo, govoriva Rafo Pinosa, salezijanc, ki ga najdete, mislim, da v 5. ali 4. ali 6. tam nekje epizodi Gorečega grma in je bil tudi moj zelo velik Goreči grm. Kako te je zaznamoval ta dolgolasi salezijanc, včasih v coklih hodeč? Rafo me nekako poklical nazaj v življenje. Ja, res. To moraš pa bolj razložiti. Najbrž zdaj ne bova več veliko menjala Rafota, ampak kaj je bilo neživljenje, pa kaj je bilo življenje? Rafo je prišel v moje življenje dansko na eni moji težki prelomnici, ob izgubi otroka. Takrat sem v bistvu redno zahajala v cerkev, tudi našla, bom rekla, pri Jezusu, pri sveti maši, ko sem se z Jezusom srečevala, bom rekla, v Evharistiji, eno tolažbo. In Rafo me je nekako začutil. Sej, Matej, ti ga dobro poznaš, se veš, na kak način on funkcionira, ne? In me je povabil, me je vprašal, a ti znaš angleško? Sem rekla, ja, znam. Je rekel, a bi midva napisala kak razpis za Erasmus? Ampak veš, mora biti v angleščini, ker boma direktno v Belgijo prijavljala. V redu, vas nisem imela pojma, nekaj je Erasmus, nekaj so razpisi. Vedela sem, kje je Belgija, to je bilo pa tudi to, ne. No in tako sva z Rafom začela. A dejansko te je pa vprašal po jezikovni kompetenci, ne po projektnih kompetencah? Ja, nisem jih imela, ne. A projektnih? Ne, nobenih. Popolnoma ne, vedel je pač dobro, da sem bila na nek način pisarniška delavka, da sem bila svetovalna delavka. Ja, kje si takrat delala, kaj si počela? Takrat v bistvu sem bila doma. Aha, ja, zaradi vsega v izgubi otroka. Ja. Tako da predtem pa sem v bistvu bila zaposlena na Mariborski nadškofiji. No, pol je vedel, da imaš tudi to kompetenco sodelovanja s cerkvijo, kar je tudi pomembna kompetenca za delo s salezijanci. Ja, res je. No, pa videval me je dejansko vsak dan, bom rekla, pri bogoslužju, ne, me je srečeval, pa tudi v kakih skupinah. Tudi sem si bila izredno blizu z enim starejšim duhovnikom v tej skupnosti in tudi z njimi kot takimi, ne. Jaz, moja mama, pa tudi moj mož. Tako da niti ni bilo tako čudno, ne, ko me je enkrat po maši ustavil, pa vprašal, ne, če bi mu jaz pomagala napisati ta razpis in da rabi nekoga, ker on ne zna dovolj angleško, ne, da rabi nekoga, ki bi to naredil, ne. In to dojemaš kot Don Bosco klic? Ne, to še ne, ker nisem pričakovala, da bi iz tega lahko nastala, bom rekla, služba, formalna služba. Midva sva napisala ta razpis, jaz moram priznati, da sem se kar res strastno tega lotila, da sem to dokaj resno vzela. Skupaj sva sanjala, ustvarjala, res je bilo krasno, no. Ampak tega projekta midva nisva dobila, ne. Je pa, ne vem, da sem enkrat sem zasledila na, mislim, da CNVO-sovi spletni strani en razpis za krepitev NVO, nekaj takega, za zaposlitev v NVO, imel pa je to Zavod za zaposlovanje, ne. In pošljem Rafotu, pa sem rekla, a bi bilo morda kaj takega zanimivo, ne, za nas, ne, tako sem se že identificirala. Ja, očitno si že v prvi osebi množine govorila. Ja. Hitro ti to narediš, a? Ja, res je. Ko nekaj začutim, se kar čutim pripadnost, no, začnem pripadati. In Rafo reče, ja, napiši ga zase, a ne. Pa zdaj, če ma ti to resno misliš?
Preko napiši ga zase, ne, pa bomo pol naprej delala. To so bili najbrž taki, da ni glih cele, je Rafo kar tvegal s tem, ne? Najbrž tisti, to so bili ponovadi 5000 evrov, pa je bilo to dosti za tako 4 plače ali pa kaj tazga. Ja, ne, takrat je pa kar bilo, za 18 mesecev je bilo nekje 15 000 evrov, nekaj takega. Ja, to je ampak pa več, ja. To moš vedeti, to je bilo 15 let nazaj, ne. Ja, to je bilo veliko denarja. Ja. In smo računala, da v teh 18 mesecev bomo še pa kakšen projekt dobili za razliko in še kaj, no, in tako so se stvari začele. Ja. Me je pa kar šokiral, ker sem se zavedel, da sem te tudi jaz na ta način poklical, a bi malo sodelovala, en razpis bi pa začel pisati. A veš, socialno akademijo, no, za poslušalce s Sanjo zdaj sodelujeva kot zunanjo sodelavko 3 do 4 mesece približno, kot zunanja sodelavka na socialni akademiji, zelo močno obogatitev ekipe. Kako si pa pol dojemala to kot klic? Prvo, kje si tukaj videla Don Bosca in druga stvar, kaj je bilo tisto v življenje? V tem razpisu zdaj nisem toliko čutila Don Bosca. Tematika je sicer bila takšna, ne, da so bile igre, te stvari, se ti veš, kaj so Rafo tvoje teme, ne. Bile, res je. Kar mi je bilo pomembnejše to, ko sem dobila zaposlitev, ne, da so mladi začeli prihajati. Ne. A ta odziv mladih je bil klic Don Bosca, ne? Ja, predvsem to, ne. Predvsem to, ker sem videla, da tako si lepo obesedil, ne, da sem bila jaz magnet za mlade. To do zdaj še nisem tega ozavestila, no hvala ti so to. So kar nekako prihajali in so si dejansko kar kljuko podali, da sem velikokrat več kot polovico delovnega časa porabila za pogovor z njimi. Ne. In potem sem ugotovila, da pa je treba tu nekaj narediti, da bi bilo fair, da to, kar jim dajem, je res kompetentno, ne. Da ne izhaja zgolj samo iz mene, iz, bom rekla, mojih izkušenj in tudi pomanjkljivosti, ne. Tu je največja nevarnost in sem rekla, se moram iti izobraževati. No, in tako čeprav si že prej delala kot svetovalka tudi na Zavodu za zaposlovanje, kjer si najbrž imela prav, da si do tega prišla že veliki izobraževanje. Ja, to je res, ampak tukaj gre za psihosocialne vsebine, a ne. Veliko bolj, ne. Ja, mnogo bolj, a ne, in nekako se mi je zdelo pomembno začutiti mladega človeka, ne, v tisti krhkosti, a ne, ker če tam narediš eno napako, se lahko pozna celo življenje, a ne. In sem čutila toliko dolžna, ne, da poskrbim za to, da bom imela kaj dati, ne. Ker moj moto je, da lahko dam samo to, kar imam in česar nimam, ne morem dati. In kot mladinska delavka ali pa svetovalka ali pa terapeutka, torej tista, ki sem poklicana v zgodbe ljudi, da imam kaj dati. Ti si se šla pol naknadno izobraževati, kar mi pomeni, da si svojo poklicanost pravzaprav naknadno šele dojela, ne, je bila, ampak si pol v bistvu šele za nazaj videla, da je bil to Don Bosco. Ja. Prej si mislila, da je bil Rafo. Ja, res je. Mi je bilo zanimivo, no, da sem celo svojo poslovno pot, a ne, kljub temu, da sem izredno rada delala na Zavodu za zaposlovanje, to moram povedati, kot svetovalka zaposlitve, sem ves čas, vsako službo, ki sem jo imela, sem nekako čutila, to še ni to. Tisto glavno še prihaja, a ne. In sem vsako tako službo ali pa izkušnjo ali pa tudi prostovoljstvo nekako dojemala, to je samo korak do. To je nabiranje izkušenj, pridobivanje znanja, ki ga boš potrebovala. To je nekako bilo eno močno čutenje v meni, no, na nek način, kot da bi me Sveti Duh vodil, da sem vedela, ne, da nisem bila nekako pretirano čustveno navezana na tiste službe. In tukaj potem, ko sem prišla k Don Boscu in ko sem začutila to potrebo, ok, se moram iti izobraževati naprej v tej smeri, ne, in pol me je seveda ta tema čisto osvojila, čisto prevzela. Videla sem, koliko tudi sama potrebujem te tematike v svojem življenju, ne, tu moram biti iskrena. Katere tematike so pa to bile? Psihosocialne, torej predelava. Mislim, to si že ta gestalt ali kaj drugega še prej? Ne, prvo je bil magisterij na teološki, zakonske in družinske študije, a ne. Teh znanj je bilo ogromno potrebno pridobiti, pa pol so bili treningi, psihoterapevtski, torej dela 1 na 1. No, potem pa bom rekla, nekako sem se zaljubila v gestalt, ne, ker mi je bilo tako, da gestalt me je pa dejansko zadev, ne, močno in sem vedela, da to je nekaj, kar želim delati. Tako doživljam te kot stopničke, ko si rekla, to še ni to, ne, tudi te tvoje 3
stopnje dela z mladimi, ne? Ker delala si tudi imela si, to sem pa danes zvedel, da si imela lastno trgovino z otroškimi igračami. Ja, res je. Pa na nadškofiji, pa kaj še so bile tvoje službe? Na Zavodu za zaposlovanje, potem sem delala na eni osnovni šoli v Mariboru. Pa kadrovnica si bila? Kadrovska služba. Na eni bolnici ali kaj? V bolnici v Mariboru, ja. No, ampak te 3, ne? Ja. Zavod za zaposlovanje, pol je bil korak naprej, ker si postala še bliže mladim, ne? Ker tako domnevam, da na Zavodu za zaposlovanje to je malo bolj institucionalno, ne moreš čisto vsega, ne? Ja. SMC je bil veliko bolj neformalen, ne? Zdajle kot terapeutka pa še bolj blizu se dotikaš teh življenj, ne, mladih. Res je. Tako, a pa zdaj že čutiš, da je to, kar si rekla za prejšnje službe, da še nisi, a si že na mladinskem centru čutila, da je to, ali šele zdaj, ali še niti zdaj ne? Tak moram reči, da v mladinskem centru sem čutila, da je to za ta čas, a ne? Jaz dojemam svojo poklicanost na ta način, da se spreminja in da raste z menoj, a ne? Je SMC bil tista zelo pomembna poklicanost v mojem življenju, tudi, da tu bom rekla, ne, mogoče odgovor na tisto vprašanje, kaj to pomeni, da me je Rafo oziroma Don Bosco ali pa bom rekla Jezus po Rafu, ne, poklical v življenje, je bilo ravno to, ne, iz tega žalovanja v aktivnost, ne. In da sem dejansko tudi v tej svoji največji rani našla svojo največjo moč. Tam, kjer me je Bog obogatil, kjer me je Bog usposobil, da sem lahko pa jaz drugim Simon, ki pomaga nositi križ. In mnogokrat sem tudi jaz v vlogi gorečega grma nekomu. Ne. To se sliši napuhnjeno, ampak jaz, ko tebe poslušam, to ni. Ne? Ja. Tako doživljam drugače. Ja, ne, sploh ne mislim tak, zato ker jaz se ob vsem tem takrat zavedam svoje majhnosti. Ne. Jaz se dam samo na posodo, ne, in sem res pridobila ogromno znanj, tudi zdaj zaključujem eno specializacijo za psihoterapijo za otroke in mladostnike Gestalt v ZDA. Ampak moram reči, da vedno znova, ne, čisto pri vsakem srečanju, začutim to svojo majhnost ravno v tem Božjem delovanju, ker se dam na posodo, ne, ker dovolim. Vedno rečem, Gospod, ti veš, kaj želiš. Ti si to predvidel, ti si to osebo poklical, ti veš zakaj in mene si odbral. Torej, dajem se na razpolago, navdihni me, pokaži, povej, kaj je pomembno, kje moram zagrabiti, s čem delati. Ob vsem tem tudi jaz doživljam goreče grme, ker so ene stvari tako močne, da se jih sploh ne da obesediti. Kaj to pomeni recimo zdaj v teh mesecih, ko imaš terapije, pa to, kaj je zate pol goreči grm? Recimo, lahko dam primer iz tega tedna. Je bila pri meni ena gospa, krasna, res zelo ljubeča žena, tudi poklic ima taki, je patronažna sestra. In je pred približno letom dni je umrl njen oče. Ne? In mi ona reče, problem imam z križem. In jaz v hecu, pa se je velika noč že mimo, ne? Smo že prišli do vstajenja, ne. Pa ona reče, ja, ampak jaz ne morem gledati Jezusa na križu. Enostavno ne morem, se obrnem stran in če pridem nekam v sobo, kjer je križ, ga vzamem dol, ne. Pa je drugače žena, ki hodi vsako nedeljo k maši, tak, ne, ima odnos, ne. Ampak enostavno ni zmogla Jezusa na križu. No, skratka, da ne razlagam, zakaj se je vse dogajalo, ampak na koncu, ne, sva ugotovile, da je nosila hudo rano, ki je ni zmogla prepoznati. Torej, zamerila je Bogu, da je njen oče mogel tako trpeti, ker je njen oče dalj časa umiral, je imel eno res težko bolezen in so ga zaradi te bolezni mogli privezati na bolniško posteljo. In je imel odrgnine in rane na teh mestih, kjer je bil privezan. Ne? In je dejansko čisto nezavedno zamerila Bogu, da je to dopustil, da je njen oče tako trpel. In ko smo šli skozi proces odpuščanja, Bogu, pa potem tudi tem medicinskemu osebju in tako naprej, ampak predvsem Bog je bil tukaj problema, ne. In ko smo potem ubesedile stvari, je bila pred mano nova oseba, ne. Jaz sem čutila tisti goreč grm tam, vmes med nama, obedve smo stale pred gorečim grmom, ne. Resnično je bil trenutek za sezut
sandale, a ne, in biti bos. Oziroma je tudi bil trenutek sezutosti, ne, saj na terapiji si, če je vse v redu, vedno sezut, ne. Ja. Pa tudi jaz sem ga tako dojemala, ne, in to je zame bilo No, saj to zate mi je zanimivo, ne. Ja, v eni taki hvaležnosti in enem tistem občutku majhnosti, a ne, ker če bi jaz funkcionirala zgolj iz znanja, ki ga imam, a ne, formalnega, najbrž ne bi prišla do tega trenutka, tako svetega, a ne. In to je bil res svet trenutek za naju dve obe, a ne. In ona je odšla, rekla, čutim, da je Jezus iz križa stopil, objel mojega očeta, mu odvezal jermene in sta šla skupaj v večnost, a ne. Je rekla, nimam več težave s križem in se mi dala en križ, ga je vzela v roke, ga je poljubila in tako sva končali, a ne. In to se mi zdi tako močen trenutek, da lahko res samo sezujem sandale in to je tudi moj goreč grm, a ne. In sem hvaležna, ne, ker imam vsaj 2-3 na teden take trenutke. A res? Ja. Tako pogosto je. Ja, da so res tako iskreno močni, a ne. A si v tistih prvih nekaj službah mislila kdaj, da je lahko služba toliko nagrajujoča? Ne, nikoli. Ker sem pač vedno imala, služba je pač nekaj za preživeti, ne? Za preživeti, da dobiš denar, da lahko račune plačaš in da življenje je tisto, ki se dogaja po službi. Zdaj pa je dejansko ravno obratno, ne. So to trenutki, se ki močno res bo poslušal tega, ne? Ja. Tvoj. Ne vem, morda bo. Ampak to so dejansko trenutki, no, ki vdihnejo ogromno močno življenja vame, a ne. Tu se čutim ful v svoji majhnosti, a ne. Sem hvaležna Bogu, da me ni prevzela neki občutki, ne vem, neke grandioznosti, kako sem za dobra terapeutka, kako je za to vladam, niti slučajno ne. Se lahko, mislim, skušnjava ne počiva, ne? O ja. Ti si hvaležna v bistvu, da zdaj počiva, lahko da jutri ne bo, ne? Ja, ne morem reči, na mojih začetkih je kar bilo, a ne? A res? Ja, je kar bilo, a ne, in se mi zdi, no, da bolj ko rastemo, ne, duhovno in osebno, bolj se začnemo zavedati svoje majhnosti, a ne. V štartu, ko pa začnemo, ne, takrat pa kar hitro. A tudi, ko so mladi prihajali si kljuke podajati v mladinski center, je bilo kaj teh skušnjav? Ja, absolutno, ne. In nisem ponosna na njih, sem pa hvaležna, da je to preseženo, ne. Ja. In da vidim, da ko se zavedam, da je vedno manj mene in vedno več njega, da takrat je tako, kot mora biti, ne. In to se mi zdi najbolj iskreno. Vedno si pa v stiku z ranami in se mi zdi pri tebi zelo zanimiva ta dinamika interakcije tvoje z ranami, a ne? Še posebej mi je bilo zelo lepo, ko si rekla, da je bila tista tvoja rana ob izgubi otroka, ta otrok je bil že rojen, ne? Ja, to je bil predčasen porod. Aha. Je bila usposobljenost za nošenje teh ran, ne? Ja. Kakšna je tvoja ta interakcija s temi ranami, kako se jim približuješ, kako vidim, da v teh ranah je tudi tvoj goreči grm, ne? Ja, absolutno. Meni je bilo najbolj zanimivo, ne, jaz se nikoli nisem spraševala, zakaj, a ne. Nikoli nisem Boga vprašala, zakaj. Enostavno sem zmogla to zaupanje, da je to v njegovem načrtu. Kljub temu, da ni bilo lahko, a ne, to je dejstvo, ampak sem zaupala, da on ve, kaj dela, a ne. Ni pa mi bilo jasno, seveda še v tistem trenutku, a ne, Gospod, zakaj si mi naredil materinsko srce, polne prsi na nek način, a ne, ker takrat sem potem tudi dejansko imela polne prsi, in pa si mi dal prazno zibelko in prazne roke, a ne. Wow, kakšno zanimivo beseditev. Ja. No in potem, bom rekla, so to naročje, to zibelko na nek način, so začeli napolnjevati mladi, a ne. In tudi to je bil tvoj edini otrok, ne? Ja. Je tudi to pomembno, ne? Da ti ni bilo dano imeti lastnih, imaš pa tako kot duhovniki zase velikrat rečejo, ne? Res jih imam ogromno. Vas, ja. Res je, ogromno jih imam, Bogu hvala. Ste pa imeli s temi ranami, si imela že v otroštvu tudi ene zelo močne zgodbe, tisto mi je bilo zelo, zelo ganljivo, ko si govorila. V tvojem družinskem deblu, ne, so bile že... Ja, moram reči, no, da ta najin sin, a ne, je res pravi blagoslov nama prinesel, a ne. Ga ne dojemamo več kot izgubo, a ne, ampak kot en velik dar, ker na osnovi tega se je začelo raziskovanje družinskega debla, ne.
takrat začneš iskati vzroke, zakaj se nekaj dogodi. Ne. Potem smo v bistvu... Ponovadi grejo tukaj, ponovadi grejo ljudje v medicino iskati ali pa v neki v družinsko deblo. Kako da je tebe neslo to pol v družinsko deblo? Zaradi tega, ker sem to dojemala na nek način čisto duhovno, ker sem jaz bila zdrava in otrok zdrav in vse je bilo okej, a ne. Tako da ni bilo, mislim, pri vseh testih in ultrazvokih in tako ni bilo dejansko nič narobe. Enostavno sem, ne vem zakaj, odneslo me je v družinsko deblo. Ne. Zanimivo. Ja. In sem šla dejansko stvari raziskovati, no in takrat odkrila marsikaj. Obadva z možem izhajava iz družin, kjer je bilo ogromno otrok mrtvorojenih, ogromno spontanih splavov. Prišla sem celo do zgodbe svoje babice, ne? Torej mamine mame, ki je bila na eni točki življenja celo redovnica, Frančiškova šolska sestra, za katero se je potem zvedelo, ne, da je dejansko tudi kot redovnica rodila otroka, ne, in ta otrok je pač moral umreti, ne, ker ni imel ne prave matere in ne prave očeta, ne, če se razumeva glede na rane cerkve, ki so aktualne. Ne. In tukaj bi lahko bila zagotovo ena od točk vstopa tega prekletstva, ne, mrtvih otrok, mrtvorenih otrok, spontano splavljenih, skratka, tega neživljenja na nek način, nerodovitnosti. Plus to, da je potem ta žena umrla na ta način, ne, torej ta moja babica, ko je bila noseča za 3. otrokom, jo je njen mož... A že s 3. je bila kot redovnica? Ali takrat ni bila več? Ne, ni bila redovnica. Ona je izstopila, ko je spoznala mojega dedka, takrat so v bistvu negovale te vojake, ne, redovnice in se je zaljubila, slekla redovniško obleko, se poročila, rodila mojo mamo, ki je bila kot prvi otrok, sicer vemo zdaj, da drugi, ne, ampak njun prvi, potem je bila še tu moja teta. In ko moja mama je bila stara 6 let, teta nekje 3, nekaj takšnega, je bila moja babi spet noseča. Je njen mož pa žal po poroki se je spremenil v enega rablja. Ne. Bil je alkoholik, bil je brutalen nasilnež. Najbrž tudi, ko je tvojak videl že veliko stvari, ne? Ja, zagotovo, ne. In je dejansko to mojo babico visoko nosečo tako pretepel, ne, da je otrok v njej umrl in potem tudi ona, zaradi tega. Ne. In je on dejansko to storil in odšel. Ne. In je pustil dejansko to krvavečo, nosečo ženo, ki še je bila živa, ne, zaprto v stanovanju, poleg moje mame, ki je bila stara 6 let in njena sestra, ki je bila takrat stara 3 leta. Ne. In je ta mama umirala 3 dni. In otroka ste to opazovala? Ves čas, ja. Nemočno. Zaklenjena. Absolutno, ja, brez hrane, brez vode, brez vsega, ja. Preden so jih eni sosedje našli, ja. In to so ene take točke v dedni korenini, ne. In kako se je to pol v tvoje življenje preneslo, ta travma tvoje mame? Tako da moja mama je bila, oziroma še vedno je izredno ljubeča, topla, ampak nikoli pa ni povsem zaupala, ne. In je vedno hotela skozi kontrolo iskati varnost. In to se je močno poznalo na vzgoji. Torej, imela sem... Takih žensk je v Sloveniji zelo, zelo veliko, a ne da? Ogromno. Dejansko, ki skozi kontrolo iščejo varnost, ker so možje... Sem se pogovarjal s kakšnim, ker moških ni bilo, ker so umrli ali pa so, ne? Ja, res je. In še zdaj jih srečujem, ženske, ki so zdaj mamice, ne vem, srednješolcem ali pa osnovnošolcem, ne, imajo iste tendence, ne. To gre predvsem za ljudi, ki so imeli odsotnost nekega starša, ne. Pa ne govorimo samo o fizični, ne, ampak o tej čustveni odsotnosti, ni bilo pristnega stika, ni bilo povezanosti, ne. Torej gre za to, da, ne vem, če mama ni bila dobro, ne, ko je otrok najbolj potreboval, ni te povezanosti, čutil, ni šlo za varno navezanost, ne, in potem se naučil, da mora sam zase poskrbeti, ne, zregulirati se, itak ni znal, se ta mati tudi ni znala. Ne. No in
To je bila, bom rekla, nekako zgodba našega življenja. Torej, jaz priznam, sem bila razvajena, moja mama je meni nudila vse, ne? Mislim, materialno, ne? Čustveno pa so tu bili manjki, ne? Zato ker vse je pri njej izviralo skozi to kontrolo, skozi ta strah, skozi to nezaupanje. Ne? Se je bala, če bo spustila vajeti, da se bo nekaj groznega zgodilo, čeprav nikoli ni znala odgovoriti, kaj. A ne? Zdaj, ko uspem pogledati nazaj, se spomnim tega občutka, ne? Zadušljivosti na nek način, ne? Tudi ujetosti, ne? V imenu ljubezni. Ne? Ste pa pol tudi vi v verski komponenti zanihali, od redovnice stare mame do tega, da si tudi ti se zelo pozno v bistvu spreobrnila, ne? Torej, moj oče je bil strog komunista, ne? V tistih časih Jugoslavije. Torej, mi v hiši nismo imeli križa, svetega pisma, rožnega venca, mi smo imeli Titove slike in njegove knjige po celem stanovanju, ne? In to so bile zgodbe partizanske in dejansko to je bilo to, kar smo poslušali, ne samo v šoli, tudi doma. Ne? Moje spreobrnenje v bistvu se je zgodilo tik pred mojim 30. letom. Predtem sem bila iskalka. Zelo je bilo zanimivo, da ko sem bila 3 leta stara, ne vem, če sem ti to kdaj omenjala, točno vem, kje sem sedela v kuhinji, tudi moja mama se spominja tega momenta, ker je bil grozen, ker je bilo nekaj, kjer sem jo čisto vrgla iz cone komforta, ne. Enostavno sploh mi ni znala na to odgovoriti, ne, in se bala, da se z mano nekaj čudnega dogaja. Jaz se spomnim, da, 3-letni otrok, sam imaš ogromno otrok, torej veš, da 3-letni otrok ne spravi kaj dosti besedno vena, ne. Ampak jaz se spomnim, da sem sedela na stolu, sem imela skrčene noge in sem se prijemala za noge in sem govorila, mami, kdo sem jaz? Pa ona reče, pa ti si Sančica, ti si moja hčerka, ki jo imam jaz rada, skratka, ne. Ustrezno reagirala. Ja, ustrezno, sicer z ogromno enega strahu, ne. Ne, mami, to ni to. Ja, kak ni to? Seveda je to. Če pa vem, jaz sem te rodila, vem, da si ti to, ne. Ja, mami, in vem, da sem se prijemala za noge, sem rekla, mami, to je mesek. Mesek, ti si mesek rodila, kaj pa je to, ko v meni živi? A ne? In mama seveda mi ni znala odgovoriti, ne. Mi ni znala odgovoriti. Očetak sreč ni bilo doma? Ne, ga ni bilo, ne. Tako da tu. No, je pa pol tvoje spreobrnenje še starše za sabo potegnilo? Ja, res je. Ja. Torej, jaz sem se spreobrnila tako v trenutku, v momentu, ne, to se spomniš moj goreči grm, ko sem srečala se s pogledom z usmiljenim Jezusom na sliki, a ne? Ne, v bistvu ne vem. Aha, ok, se mislila, da sem ti govorila. Torej, jaz sem šla nekam na obiske, a ne? In tam je bila slika usmiljenega Jezusa, samo ta zgornji del, torej obraz, pa potem tudi srce, a ne? In jaz se spomnim, da sem tam sedela in gledam in meni ni bilo jasno, zakaj ta tip mene neprestano gleda. Prvo sploh, kdo je, torej toliko sem bila neuka, da niti vedela nisem, kdo je. Nisi vedela imena Jezus za tisto sliko, ali kaj? Ne, nisem vedela, ne. Torej, jaz sem vedela, da Jezus je na križu, da je pa tisto Jezus, pa nisem vedela, ne. In mi je bilo čudno, zakaj ta tip mene neprestano gleda in se spomnim, da recimo sem potem šla domov, kako sem zaprla svoje oči, so bile te oči neprestano z mano. Sem zaspala, so bile te oči njegove, ta njegov pogled neprestano z mano. Ampak ni bil samo pogled, ne. To je bila tako močna ljubezen v teh očeh, v tem pogledu, ki je zapolnila eno praznino, ki sem je neprestano nosila s sabo. Eno tisto močno hrepenenje sem imela v sebi in sem iskala, tudi na napačnih mestih, da ne bo pomote in tudi v ljudeh in seveda mi nihče tega ni mogel dati, ne. To je bilo to moje hrepenenje po Bogu, ki sploh nisem vedela, da obstaja, ne. In nekaj sem jaz čutila to eno ljubezen, ki sploh nisem znala razložiti, ki je presegala človeško ljubezen, ki je bila več kot to in jaz sem naslednjo jutro se usedla v avto, se odpeljala tja nazaj, potrkala na vrata, zdaj pa vi meni povejte, kdo je ta tip in zakaj on mene gleda. In to je bil to si res naredila obiskom? Res. Ker jaz sem šla zraven s prijateljico na obiske, torej to so bili sploh ljudi, ki z mano niso bili povezani, a ne. Pa ni šla prijateljica s tabo, si šla ne, pa sama? Ne, jaz sem šla kar sama, nisem imela časa čakati, da se ona zbudi ali karkoli, jaz sem kar šla, ne. Wow. Ker ni bilo več treba čakati, ne, ona gospa me je lepo sprejela, skuhala mi čaj in mi začela govoriti o Jezusu. Sem rekla, ok, jaz želim več te ljubezni, kaj lahko naredim, ne. Pa rekla, pa
pridi, evo, jutri, ne, bila je sobota. Ali ni bila sam tradicionalno verna gospa? Ne, bila je v karizmatiki. Ja. In je rekla, jutri je Pol je ona maša. ful molila zate že, ja? Verjetno. Najbrž. Ja, jaz si predvidevam, da morda ta moja babi, redovnica, ne? V večnosti. Ja. Nekdo mi je moral izprositi to milost, ne? Ker sem jo v trenutku doživela. Ja. Skratka, mi je rekla, jutri je sveta maša v Alojzijevi cerkvi v Mariboru, je malo drugačna, mi pojemo, plešemo, ploskamo, dvigamo roke, pa tako se kao, meni je vseeno, jaz samo hočem čim več vedeti za o Jezusu, jaz mu hočem biti čim bolj blizu. Ne? A si bila takrat že poročena? Ja, in tudi cerkveno. A ja, krščena si vsem bila kot otrok že? Ja, krščena sem bila kot otrok. Si že poleg meska že imela dušo? Ja, res je, Bogu hvala. No in tako je bilo potem moje srečanje z Jezusom, se spomnim, ko je bila sveta maša, sem jaz seveda v štartu, vsi so šli v vrsto za obhajilo, sem šla tudi jaz. Ne? Vse duhovnik ne ve, mislim, meni na čelu ni pisalo, ta pa nima birme. A ne? In jaz sem šla, parkrat sem šla po Jezusa, sem ga res globoko doživela. In potem se spomnim enega tega srečanja, potem sem se redno hodila, ne? Na ta žejna bila. Karizmatična. Ja, nič ni bilo dovolj. Resnično nič ni bilo dovolj takrat. Ker to so bila srečanja po 3-4 ure, ne, skupaj. In se spomnim ena gospa, ki je sedela pred mano, po navdihu Svetega Duha popolnoma, ker me ni poznala, ne, se obrne, ko se jaz hočem vstati, da grem po Jezusa, ne, pa mi reče, ti pa danes ne boš šla. Pa sem rekla, oprostite, jaz sem zaljubljena v Jezusa, nič me ne bo ustavilo, da grem. Rekla, punca, ti nimaš birme, a ne? Počakaj me, ko bo konec, dokler nimaš birme, ne smeš Jezusa sprejeti, a ne? In počakaj me, ko bo konec, te bom peljala k duhovniku. Obhajila prvega ali birme? Jaz nisem imela obhajila, ne birme. Ne? Ja, pardon, obhajila nisem imela, oprosti. In tako se bi se zgodilo, ne? Da je bilo konec, me je ženska zagrala za roko, rekla, gledaj, če torej želiš, greva zdaj kar k temu duhovniku, se bomo vse zmenile, da sem jaz potem sprejela sakrament svete birme. Mama moja mi je bila birmanska botra, ne? Sploh še ni bila takrat verna. Skratka, 1 leto po mojem spreobrnenju se je spreobrnila moja mami, ker jaz nisem mogla nehati govoriti o Jezusu, jaz sem samo o Jezusu govorila in za meni drugega ni obstajalo. Mislim, da sem vsak dan eno knjigo prebrala, brala svetopismo, torej vsak dan hodila k sveti maši. Kako je pa mož to doživljal? Pa njegove besede so bile, a ne, vse te do zdaj še vse minilo, pa te bo najbrž še to, a ne. Ampak se je zgodilo, da me nikoli ni minilo in da me še vedno bolj žeja, ne. Je to pravi izvir, ne, ker vse ostalo se po par mesecih končalo, ne. Vsaka ljubezen, ki je bila ezoterična, new agerska, kakršnakoli, ne, se je zelo hitro zaključila, ne. Ni bilo tistega, spet je bilo tisto hrepenje, spet je prišla praznina, ni bilo, ne. Dojemam to pot absolutno kot eno iskanje, ki me je pripeljalo, ne, do pravega vodnjaka, kjer sem imela tisti trenutek, ne, ker sem bila Samarijanka in sem se srečala z vsemi svojimi 6 možmi, ne. To je bil za mene tisti najmočnejši, najmočnejši goreči grm, ja. V kaj te je vodil pol ta goreči grm, kako vidiš sadove njegove zdaj na tvoji življenjski in poklicni poti? Jaz absolutno se zavedam, da me je takrat Bog poklical iz smrti v življenje. Ne? Jaz se enostavno sploh ne morem spomniti svojih občutij in svojega življenja pred Jezusom, tako je bilo prazno. Vse je bilo lepo. Nova snov, ne? Absolutno, nova stvaritev, a ne. To je ena nova kvaliteta življenja, ki jo ne želiš zgubiti, kvečemu želiš nadgraditi stvari, a ne. Jaz imam podobne občutke, ja. Ne tako, da bi izgubil spomin daleč od tega, ampak da, ker jaz sem pa malo bolj razumski tip, kot sva že mnogokrat ugotovila najino komplementarnost, ne. Ko sem si rekel, sam kaj pa, če je vse to res, nisem znal več nazajeti v drug miselni vzorec, ne. V to, da to ni res, ker ni bilo več zanimivo, ne. Ko sem si dovolil skozi levo hemisfero jaz, ne, sej Bog zna očitno obe uporabiti, ne. Ja, zagotovo. Sej jih je ustvaril, ne. Ja, koncev. Ne bi jih brez veze, ne. Statutone zdaj morate biti komplementarni, ne. Ja, in katere rane pa danes ti doživljaš pri mladih? Rane nepovezanosti,
Aha. občutka nepripadnosti. Med seboj ali starši, kjera je bolj? Tak je, tisti, ki imajo eno zdravo navezanost, ne, občutke pripadnosti svoji družini, tisto povezanost, ne, tisti tudi z lahkoto navezujejo stike z vrstniki in potem tudi nimajo nekih drastičnih problemov. Imajo najstniške, jih zamaje, dopaminček pade in potem se dogaja, marsikaj. Ampak te stvari se dajo hitro nazaj, lahko v tirnice, za čist malo intervencija. Problem je tam, kjer pa mogoče starši niso bili čustveno toliko prisotni, ker ni bilo tistega pristnega stika, tiste povezanosti, pa kaj veliko krat srečujem, to me presenetilo, saj, kot sem poudarila, sem imela res ljubeče starše. Se pravi, ti si kljub ne uvajanju v vero to navezanost pa dobila? Ja. To ni odvisno od vere? Ne. In zato meni nikoli ni bil problem verjeti nebeškega očeta, ki je ljubeč, ki poskrbi in kateremu jaz lahko zaupam, ker sem imela takšnega očeta. In to vidim pri mladih, kolikokrat se srečujem z mladimi, ko so starši, zdaj če bom rekla čustveni invalidi, ne vem, če je to sploh beseda, ki jo lahko uporabim, ki nimajo čustvenih kompetenc za vzgajanje otrok, ali pa so čustveno zakrknjeni, sami nosijo ogromno enih ran. In ti mladi pridejo z takšnimi ranami, s takšnimi travmami, s tako globokimi introjekti, ki sporočajo, takšen kot si, nisi dovolj dober, s tebe nikoli ne bo nič, nisi vreden ljubezni. In kako bi recimo jaz, ali pa ti, kdorkoli, prepoznal to družino, ki ne nudi navezanosti, po katerem vedenju staršev? Kaj mora starš delati, da to navezanost da in kaj, da jo zafrkne? Mislim, bistvena je tako tista prva povezanost v prvih 3 letih, to je tisto, kar je pomembno, torej imeti stik, imeti očesni stik, imeti telesni stik, da ima otrok občutek varnosti, da je slišan, da se mu dovoli izražati čustva, in pa da ni nad njim neka kontrola, da se ga ne neprestano graja in pa da ni deležen neke agresije po nepotrebnem, torej sploh agresije, kot take, ker tak mali otrok si je v bistvu ne zasluži, tudi ne more nič takega narediti, dojenček, da bi bil lahko deležen agresije, torej tudi starša, ko ima ta spore med sabo, naj gresta nekam, ker jih otroci resnično ne slišijo, ker otroci to vzdušje vsrkajo, tudi če si starši mislijo, da so se dovolj umaknili ali pa da je otrok premali, da bi razumel, pa še kako dobro. Zelo veliko, bom rekla, ko delam z ljudmi, se vidi, da so telesne senzacije, govorijo o nekih čutenjih, govorijo o izzivih, govorijo o stiskah, nimajo pa nobenega spomina. In takrat takoj vemo, pač strokovnjaki, da delamo z obdobjem, da je bilo nekaj v preverbalnem obdobju. Sej sicer sam veš, da tudi že od spočetja naprej, otrok čuti to, kar čuti mama. In že tam so dejansko pomembna sporočila, ki jih starša dajeta temu detecu, ki je še pod srcem. Kako pa mladi doživljajo kaj bi mladi rekli o današnjem svetu? Ko sem te vprašal, katere rane mladih so največje, si povedala od odzunaj, kako jih ti vidiš. S katerimi besedami bi pa mladi to danes opisali? Mladi bi rekli, kaj so njihove največje rane. Torej, nihče me ne razume, nihče me ne opazi, nepomemben sem, te njihove medvrstniške, ta bullying, medvrstniško nasilje, besedno, cyber je grozno. A ti tudi opažaš, da ga je skozi več? Ja. In skozi bolj vsakdanji, da postaja? Ja. Ker jaz sem v tem pogledu dvomim, ko se spomnim, kaj se je počelo v naših časih, ko sem jaz bil osnovnošolc, je bila občutljivost na to veliko nižja. Manj smo bili pozorni na to in se je posledično marsikaj zgodilo. In imam po eni strani občutek, da je tega zdaj manj. Po drugi strani pa zdaj kot starš, ko imam svoje otroke, se mi pa zdi, da je več. In nisem čist zihar, katera od teh dveh intuicij velja. Ja, jaz mislim, da ta bullying, to medvrstniško nasilje je vedno obstajalo. Recimo po moje pretepli so več ljudi
takrat, ko sem bil jaz osnovnošolec, kot pa zdaj. Kaj jaz vem? Nimam takega spomina, da bi pri nas bilo toliko fizičnega nasilja. A ja, se res, ti si do 30 vse pozabila, si rekla. Ne, to ni res, ampak ni bilo toliko tega nasilja. No. Je pa bilo mogoče drugačno, ki je bilo sprejemljivo, ki pa zdaj ni, ne. Se mi zdi pa, da so zdaj mladi dosti bolj kruti, kot so včasih bili, ne. Sploh zaradi tega, ker se skrijejo, ne, za temi omrežji in prepošiljanje slik, izločanje iz skrivnih skupin, mislim, ne povabilo v skrivne skupine, že to, ne? Ja, pa v bistvu tudi to, ne, tam so, a veš, če te jaz ne gledam v obraz, ti lahko vse živo napišemo, ne. Jaz sem videla zdaj v teh 15 letih, kaj sem mladinska delavka, ne, kako so se generacije mladih spremenili, ne. Takrat, ko sem jaz začela, tisti mladi bili drugačni kot tile, zdaj pa se je mogoče že dvakrat vmes spremenilo, ne. Vse ene stvari so enake, ne. Ampak ene stvari se pa kar spreminjajo, no, in je kar šokantno, ne. Katere pa najbolj zaznavaš? Najbolj zaznavam to, da mladi zdaj nimajo neke pozornosti dolgotrajne, oziroma torej za njih je dolgotrajno že 10 minut, ne. Včasih je bilo 3 ure, pa je bilo okej, ne. Tak, da zdaj čistko voditi eno delavnico za animatorje, recimo. Ja, moraš biti čist inovativen in se prilagajati zdaj dejansko tem generacijam mladih, ki imajo čist druge potrebe in se čist drugače odzivajo na stvari in ne morem izhajati iz sebe kot mladostnica. Ampak tukaj se jaz tudi sprašujem in za učitelja in za nas, ki delamo z mladimi tako, na čem je treba delati? Na tem, da bomo mi bolj inovativni ali na tem, da bi mladi imeli, da bi se mladi toliko polnomočili, ne? Kaj je bolj pomembno, ne? Ker če samo mi gremo v še večje držljaje, ne? Produciranje, izumljanje novih metod, še večjih držljajev. Meni je velikokrat prav izziv, se pravi, kako brez metod narediti stvari. Zato, da se ne skrije vse za neko metodo. Delo z mladimi po skozi nekih novih metodah, produciranje skozi novih držljajev včasih vodi celo v napačno smer. Napram temu, da bi se mlade opolnomočili, da bi zdržali tudi dolgočasne stvari. No, jaz mislim, da moment dolgočasnosti je nujno potrebna, ne? Tako pri otrocih kot pri mladih, ne? Ker to lahko rodi kreativnost. Ne? Zdaj so dejansko starši postali animatorji svojim otrokom in mladima. Ne? In ko tega animatorstva ni, so popolnoma zdolgočaseni. Po moje celo ne animatorji, ker anima je duša, ne? Tam saj navdušuješ, tle so bolj menedžeri, ne? Pa helikopter parents pa to. Ne? Pa ves čas mora skrbeti, da se nekaj dogaja, ne? Zato ker otrok, meni je dolg čas, če se 3 minute nič ne zgodi, ne? Ali pa mladostnika, ne? Jim je dolg čas, ne? In potem je telefon v roki, pa to, no. Zdi se mi, no, da bi mogli iti malo počasi nazaj, da bi mogli imeti neke izpade elektrike ali pa interneta, da bi, ne vem, neki breakdown interneta mogel biti za eno daljše obdobje, ne. COVID je bil, ampak takrat se glih internet povečal, pa vse z njim povezane zasvojenosti, pa vse duševno zdravje, ne. COVID bi lahko bil na nek način tak breakdown nečesa, ampak je bil breakdown, boh ne dej, no, ampak napačnih stvari, ne. Boh ne dej, da bi internet breakdownu, bi se cela civilizacija zaustavila in bi bilo po moje veliko hujš kot COVID. Ja. Tu se mi zdi, no, da mladi se mi kar malo smilijo, ne, s temi dražljaji, z vsem tem, no, kaj doživljajo na teh socialnih omrežjih in da so enostavno sploh ne zmorejo brez tega, ne. Enostavno ne funkcionirajo brez tega. Niti ni nujno, da zdaj rečemo, da so vsi mladi odvisni od tega, ampak enostavno je njihov način življenja takšen, a ne, da to zahteva. Mi je krasno, če se da z mladimi nekaj delati z škarjami in papirjem, ne. Pač po domače, ne. Če dovolijo, ne, hočeš reči. Ker da se vedno samo vprašanje, če so oni za. Če bojo vzdržali ob tem, ne, vse to, če bojo vzdržali, ne, da jim ne bo toliko dolgočasno, da bojo mogli iti, ne, ampak tu se mi zdi, mladi rabijo enega človeka ob sebi, s katerim se bo pa oni lahko povezali, ne. Če bo tisti človek toliko interesantni in bodo ob njem doživeli te dražljaje, in bosta tudi škarje in papir dovoljene. Sanja, ob vseh teh gorečih grmih, ki sva jih se dotikala, tvojih osebnih odnosih, spreobrnenju, službah, si zelo lepo ubesedila to poslanstvo biti ob zgodbah mladih. Kam te pa zdaj v prihodnje, kot slutiš sedaj, kot imaš intuicijo, kam te zdaj za prihodnje mesece, leta kliče? Težko bi rekla.
se vadim v tukaj in zdaj. Ne želim delati veliko načrtov brez njega. A ne? Zdi se mi eno morda najpomembnejše sporočilo, ki ga nekako globoko v sebi čutim, kadar grem v kakšne skupine, a ne? Ali pa ne vem, ko zjutraj pred sveto mašo recimo se pripravljam molitveno, ne? Pa rečem, Gospod, tja grem, ne? V to pa to skupino, ne? Ali pa ko se pripravljam materijale ali pa karkoli, a ne? Kaj ti želiš, da jim povem, a ne? Ti si že tako predvidel vsakega, ki bo tam, a ne? Kaj želiš, da jim povem, a ne? In spomnim se, prvič sem bila enkrat v eni skupini za alkoholike in njihove družine. To je bilo pa tako močno sporočilo, ki je šlo čez mene, res čez celo telo. Povej jim, da jih ljubim. In to mi je tisto, kar mi je najpomembnejše, ne? Torej, v vse, karkoli bom delala, more biti odsev te ljubezni, ne? Kam me bo Gospod poklical, zdaj glede na to, da končujem to izobraževanje, verjamem, da se bo, bom rekla, morda ta moja zgodba z otroci in mladostniki, ne? Biti sopotnik, pomagati te križe nositi, ne? In jih pripeljati do 15. postaje, ne? Morda tukaj in pa v kakšnem izobraževanju potem strokovnjakov, ne? Ker to mi bo ta certifikacija tudi omogočala. Zagotovo čutim en močan klic po ustanovitvi ene skupine, duhovne, na temo Božjega usmiljenja. To je tisti pogled, ki si ga takrat dobila pri 30, če te prav razumem. Ja, res je. In zdaj nekako vedno bolj živi, dobiva to mesto v meni, a ne. Gospod daje navdihe, kakšna navodila, ne še povsem, a ne. Nekaj najbrž tudi prepušča meni. Pa se pustim voditi, no. Tako se mi zdi lepo, ne veš, na kateri lokaciji, s katerimi ljudmi veš pa kaj, ne. Ja, ampak jaz vem, da on je tisti, ki vabi, ne jaz, a ne. Vabila pa prihajajo, ne. Res je. Obilo blagoslova na odgovarjanju in pri nošenju, obilo blagoslova pri odgovarjanju na te izzive in pri nošenju križa. Hvala ti, da si bila gostja v Gorečem grmu. Hvala tudi tebi, Matej. Res iskreno, da sem lahko šla nazaj po tem spominu lepem, po tej prehojni poti, ki je neizmerno dragocena, ne, da sem se ponovno lahko malo srečala s svojo dedno korenino in hvaležna za to, ne, da je ta dedna korenina zdaj ozdravljena in odrešena. Ne. Edin za eno stvar mi je žal, da ni bilo nobenega močnega tvojega značilnega štajerskega smeha v tem podcastu. Ja, ob teh temah bo težko, ja, ob teh a ne. temah morava še enkrat en žujerski podcast posneti. Ja, bova, z veseljem. Lepo se mi.